Dober dan, iz levičarskega studia 136, to so Vesti na vesti, z vami sem glas razuma, Luka Koper. Davčna reforma, ki je začela veljati z letom 2007, je po besedah... Davčna reforma, ki je začela veljati z letom 2007, je po besedah vodje poslanske skupine SDS Jožeta Tanka prinesla veliko pozitivnih učinkov, ki so izjemni. Jože Tanko je svoje poročilo, kot ponavadi, začel stand-up točko, v kateri je oponašal premierja Janeza Janšo. Je pa res, da ta davčna reforma ne zajema vse enako, enakomerno. Pač tam, kjer so plače nizke, pač tudi od nizkih plač ni možnost pričakovati velikih učinkov. Ampak to ni problem davčne zakonodaje. Je pa razprava o davčni reformi sprla SLS in NSI. V SLS pravijo, da so zakon o dohodnini podprli na podlagi obljube finančnega ministrstva, da bo hkrati sprejet tudi zakon o katastrskem dohodku, kar pa se ni zgodilo. Ja jebi ga, se pač zgodi. Kaj zdaj? Fantje, ne ga biksat, no. A so to Štajerci, a ne de? Ja. Je penti. Janez Kamberger je takole pojasnil njihovo ravnanje. Ja, rekli so, da bodo, no, se mora beseda tudi nekaj veljati, Madonna, ne, se pričujem, ne, ampak ni, tu so nas, tu je prevara, zagotovo. Prevara. Beseda nič ne velja. No, to pa je nekaj novega v slovenski politiki, kaj? Hej, trod Štajerski, kje pa živiš? Ministra za obrambo Karla Erjavca pa je zaslišala preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti tistih, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu oklepnikov Patria, bla, bla, bla. Skratka, začenja se spet gonja proti mojemu omiljenemu ministru. Predsednik komisije Milan Martin Cvikl je takole napovedal, kaj bojo ministra spraševali. Vprašali ga bomo, kakšne postopke, s kakšnimi postopki on nadziral odločanje o tem poslu stoletja. Do sedaj smo namreč slišali, da ni bilo kaj veliko sestankov, da so se vse odločali na najnižjem nivoju in potem se je pač odločilo za neko podjetje. Vprašali ga pa bomo tudi, kako da je potem to podjetje uspelo v pogodbi izboljšati pogoje zase in poslabšati pogoje za državo. Minister Erjavec pa je že na začetku zaslišanja povedal, kaj lahko od njega poslanci pričakujejo. Med vrsticami jim je jebal mater. Moram reči, da v zvezi s tem nimam ničesar za povedati. Razen tega, da vse to ne drži, da so to insinuacije, podtikanja in da niti ne razumem, zakaj sem vabljen kot priča. Prej bi pričakoval, da sem povabljen kot preiskovanec. Socialdemokrata Patrick Vlačič in Janko Weber sta pozdravila dogovor med Darsom, DDC-em in SCT-em o sanaciji trojanskih predovorov. Rekla sta, živijo dogovor, kako se kaj imaš, pa drugač, kako pa kaj doma, žena tečna, v redu, ok, meni se fajn, midva zdaj greva. Predstavila sta tudi nekaj misli, kako urediti promet v Sloveniji. Janko Weber je omenil tudi vinjete. Predlagamo ministru za promet, da 8 milijonov evrov ne namenja za tiskanje vinjet, saj je ta projekt še nedomišljen. Danes pa potrebujemo 6,7 milijona evrov za dober in boljši javni potniški avtobusni promet. In da ne boste imeli z ministrom Bajukom težave pri iskanju sredstev, predlagamo, da v bistvu ta denar vzamejo pri vinjetah in jih namenjajo za javni potniški promet. Šport, šah in Nintendo. Jesenice so državni prvak v hokeju na ledu. Sprašujete se zakaj, kaj pa Olimpija? Preprosto. Veste, na Jesenicah, ko hokejisti zmagajo kakšno tekmo, si rečejo, fantje, kam gremo? A gremo zvečer, pojmo v teater, pojmo v opero, gremo na kakšno razstavo. Ojej, se res, na Jesenicah smo. Kuc, pojmo raščenirati. Hokejisti pa se že pripravljajo na svetovno prvenstvo, ki bo maja v Kanadi. Hokejska zveza je sprejela sklep o nagradah, po katerem naj bi hokejisti za obstanek v elitni diviziji dobili po 500 evrov. Za napredovanje v drugi krog pa 1000 evrov. Za osvojitev naslova svetovnega prvaka pa bi vsak igralec prejel 10 000 evrov bruto. To je nasplošno znano, da je šport nasploh, da mu ni enostavno v Sloveniji, to mi tudi igralci vemo in ne gremo mi gor zaslužiti, ne vem, take vsote, da bomo mi, ne vem,
od tega nekaj imeli, si hiše postavljali, ampak da bomo pa lahko malo pritaknili zraven pri počitnicah, bi pa radi videli. Premalo 10 000 evrov? Halo? Fantič, poprosim, ne ga biksati zdaj, no. Za 10 000 evrov grem lahko 20krat na klube. Hej. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Zgodovinar Jože Perjevec je predstavil knjigo Trst je naš, v kateri govori o vlogi trsta v slovenskem političnem življenju in obdobju med marčno revolucijo 1848 in sklenitvijo londonskega memoranduma 1954. Trst je naš. Ja, plačali smo ga. Preplačali smo ga. 100krat smo ga preplačali. Sem izbral ta naslov, ki je očitno nekoliko provokativen, tudi zaradi tega, ker sem želel poudarjati, počrtati legitimnost slovenskega nacionalizma ob italijanskem v Trstu. Tako se je lahko predstavljam, da bo marsikdo v Trstu skočil seveda po konci in da bo tudi protestiral. Dejstvo pa je, če naj odgovorim na tvoje vprašanje, da je takole, nekaj se v Trstu resnično spremenja. Mi smo imeli sedaj primer Borisa Pahorja in velikega uspeha njegove knjige in opažamo nasplošno, da je vse, kar je slovenskega, v Trstu nenavadno modno. V KUD-u France Prešeren so odprli razstavo grafik slikarke Vesne Drnovšek. Marko, a je to ena od onih teh, ki so se vse spremenile? Še enkrat. V KUD-u France Prešeren pa so odprli razstavo grafik slikarke Vesne Drnovšek. Marko, a je to ena od onih teh, ki so se vse preimenovali v Drnovška? Ja. Umetniška akcija? Ja. Aha. Ne vem, če je prav, da se tako novca delajo. Se je še topu. Na otvoritvi je nastopila tudi skupina Percussions. Moram reči, da sem se modre malo bala, ne? In sem zagrizla v no, evo. Še vreme, povsod je pomlad in pičke žoftajo. V Ljubljani prav slišiš, ko grejo mem, kako hodijo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Z vami sem bil Luka Koper, zdaj gremo pa fukat.